Dober večer in prijeten pozdrav vam želimo v tokratni izdaji oddaje Novice na ETV. Popraznični teden se izteka. Bil je za en delovni dan krajši, a zato nič manj intenziven, kar se tiče političnega dogajanja pri nas. Po parlamentarnih volitvah tečejo koalicijski pogovori v smislu iskanja nove vlade. Vse nas pa so presenetile nove cene pogonskih goriv, ki so se uspele na najvišjo točko do zdaj. Nič kaj obetavno za začetek najlepšega meseca v letu. Nocoj si med drugim oglejte. V ponedeljek bomo praznovali Dan Evrope. Občina Šmartno pri Litiji ureja status kulturnega doma. Leto 2022 je razglašeno za Evropsko leto mladih. V ponedeljek nekaj več kot 450 milijonov ljudi praznuje prav poseben dan. Gre za Dan Evrope, ki ga vsako leto 9. maja praznuje Evropska unija. Verjetno že veste, da so po vsej Sloveniji razporejene točke Europe Direct, ki odgovarjajo na vprašanja o Evropski uniji ter zagotavljajo informacije o njenih ustanovah, pa tudi politikah, vključno z možnostmi financiranja. Prav tako pa vsako leto pripravijo številne in raznovrstne dogodke, na katerih odpirajo zanimive evropske teme. Na zasavski točki smo povprašali, kaj vse so pripravili ob letošnjem dnevu Evrope. Tako kot v bistvu lansko leto smo se tudi v sklopu naše točke in ostalih Europe Direct točk po Sloveniji pridružili samemu dogajanju v sklopu, lahko rečem, tudi kar tedna Evrope, ker mi smo to razširili, da nimamo vsi na isti dan. Mi smo se odločili za pogovor z poslanko iz Evropskega parlamenta Ireno Jovevo, sicer preko spleta, pa vendar bi se želeli, da se vključijo tudi mladi, da se o tistih najbolj aktualnih temah z njo tudi pomenimo, da mladi dajo kakršnekoli komentarje, ideje in potem lahko ona tudi na marsikatero stvar odgovarja ali pa potem tudi informacijo porabi za naprej. 9. maj se vsako leto praznuje tradicionalno tudi zaradi 9. maja leta 1950, ko je takratni francoski zunanji minister Robert Schuman v sklopu deklaracije se odločil predstaviti idejo o nekem nadnacionalnem gospodarskem sodelovanju samih držav članic in da bi s tem zagotovil mir v Evropi. Kulturni dom v Šmartnem pri Litiji je največja kulturna ustanova v občini. Stavba je častitljive starosti, a glede na dobro vzdrževanje še vedno povsem zadovoljuje potrebe in namen. V njem je tudi nekaj stanovanj, ki so v zasebni lasti. In v povezavi s tem je odprtih še nekaj vprašanj v smislu etažne lastnine in delitve skupnih prostorov. Občina si že nekaj let prizadeva, da se to stanje uredi, saj prihaja do težav pri celoviti obnovi. V 2015 nekako smo takrat štartali z etažno lastnino oziroma urejanjem etažne lastnine, odmero prostorov. Predvsem pa smo to izhajali iz nekako želje lastnikov, ki so sicer, mislim, da v 2007-2008 odkupili stanovanjske prostore, žal pa takrat niso dogovorili vseh potrebnih stvari in seveda je tukaj bil en tak velik manko pri urejanju teh pravic. Zdaj, na osnovi tega smo potem tudi naročili idejno zasnovo urejanja tega območja kulturnega doma, predvsem v luči, da ločimo tako imenovani stanovanjski in družbeni del. Do tega dogovora smo tudi prišli. V tem zadnjem obdobju pa tudi je nekako stekel dogovor z etažnimi lastniki o potrebnih odkupih, urejanjih, tudi v luči te rekonstrukcije te ceste za povrtmi. Tako da nekako res upam, da smo res zdaj v tej zadnji fazi in da pride do podpisa te pogodbe in s tem nekako damo tudi popotnico za naprej, da tukaj se ustanovi ta etažna lastnina, da pridemo tudi v nadaljevanju do dogovora o urejanju tako fasadnega dela kot okolice kot take. Na drugi strani pa mi v
na tem kulturnem delu, pa nadaljujemo z aktivnostmi, tako da smo zdaj prijavili projekt zamenjave energenta. Govorimo o stari oljni peči, ki je resnično dotrajana in praktično svojo kurjažo res nas bremeni v tem delu, in bomo zamenjali z toplotno črpalko, koriščenje voda, zrak, se pravi geotermalno vrtino, sistem, tako da bomo s tem dodali k temu upravljanju ob zniževanju seveda tudi stroškov za energent. To je prva faza, potem pa seveda nadaljevanje ob tem dogovoru, se pravi iskanje potrebne gradbene dokumentacije za nadaljevanje uresničitve tega idejnega projekta, ki nekako gremo po poti, da v nekem doglednem času pridemo do te rešitve. Leto 2022 je razglašeno za Evropsko leto mladih, ki bo v ospredje postavilo številne strani življenja mladih. Od izobraževanja, zaposlovanja pa vse do dobrega počutja, samozavesti in zdravja, kulturnega udejstvovanja in iskanja rešitev za izzive prihodnosti. Predvsem pa v ospredje postavlja glas mladih. V ta namen so v Mladinskem centru Zagorje ob Savi pripravili projekt, in sicer participativni proračun, s katerim bodo mladi soodločali o aktivnostih in programu Mladinskega centra ter soustvarjali podobo Zagorja. Projekt smo poimenovali Sam povej. Želja je, da mladi povejo, kaj si želijo, da prispevajo, da so aktivni državljani, da delijo svoje ideje in tudi vidijo, da se te ideje lahko uresničijo in tudi sodelujo pri njih. In kot ste omenili, ena faza je že zaključena, ta prva, kjer smo pobirali predloge, ideje o tem, kaj si mladi želijo. Zdaj v nadaljevanju bomo te predloge preučili in tiste, ki so izvedljivi, tudi znotraj finančne sheme, če tako rečem, in tudi seveda izvedljivi, če mogoče posegajo na neke javne prostore ali kaj takega, da se za tistimi, ki se moramo to dogovoriti, tudi dogovorimo. Potem gredo pa ti predlogi na glasovanje, kjer bodo mladi spet imeli priložnost, da se za določene te opredelijo, kateri so jim bolj všeč, kateri manj, in na podlagi tega glasovanja pa bomo potem v drugi polovici leta te projekte tudi izvedli, predlagatelji in tudi drugi mladi pa so seveda vabljeni, da nam pri realizaciji teh idej in pobud tudi pomagajo. Celoten projekt je vreden 3000, za posamezne predloge, ideje pa smo rekli, da namenimo med 200 in 700 evrov. Zaenkrat še ne vemo vseh predlogov in jih ravno v teh dneh zbiramo, so pa zaenkrat smo videli, da so zanimivi, namenjeni mladim seveda. Nekateri med njih se mogoče predlagajo stvari, ki morda že obstajajo, pa niso vedeli. V Litiji se pripravljajo na začetek projekta Po kolo. Gre za javno izposojo koles v smislu omejevanja prometa, več gibanja in tako ohranjanja zdravja občanov. Projekt financira Evropska unija v okviru LAS-a, v katerem poleg občine Litija sodeluje še nekaj partnerskih občin. Nosilca projekta pa sta Razvojni center Srce Slovenije in občina Litija. V lokalni akcijski skupini Srce Slovenije smo v lanskem letu začeli z izvedbo projekta Kolesarska veriga na podeželju, v okviru katere bo nastal tudi sistem za izposojo koles Po kolo. Do sedaj smo v bistvu že nakupili vso potrebno opremo, postavljena so stojala, kupljenih je bilo 5 koles, od tega 2 električni in 3 navadna kolesa. Zdaj trenutno na terenu potekajo izobraževanja lokalnih upraviteljev, ki se bojo usposobila za pomoč pri registraciji in za vsa vprašanja, ki bojo na terenu. Zdaj pa v teku pa je tudi izbira celostne grafične podobe. V kratkem se bo začelo tudi testno obdobje, kjer se bo odpravilo morebitne napake tega sistema. V nadaljevanju, v roku enega meseca
pa se pričakuje, da se bo sistem zagnal in bo odprt za celotno javnost. Ja, tako, v bistvu bosta na voljo dva načina. En bo preko telefona, drug pa bo na TIC-u. Se pravi, ta lokalni upravitelj, ki bo delal na TIC-u, vas bo peljal skozi celoten postopek, kar pomeni, da si boste tam lahko naložili aplikacijo in dostopali do sistema preko aplikacije, ali pa si boste kupili kartico in dostopali na tak način. Cena sistema je zelo ugodna, zaradi tega, ker si želimo to pač kolesarjenje in celoten sistem približati čim širši publiki. Zato bo v bistvu letna članarina 10 evrov. Za turiste pa je nekako predvidenih 3 evre za sam, bi rekla, dan uporabe. V sredo je v Evroparku potekala prireditev z naslovom Živalce na vrtu tete Johance. Tradicionalna prireditev je tokrat postregla s pravljično podobo vrta, za kar so zaslužni predvsem otroci iz vrtcev, osnovnih šol in srednjih šol, in to ne samo iz Zasavja. Zgodnje popoldne je bilo namenjeno delavnicam za otroke, ki so se zabavali ob zvokih kitare Tomaža Deželaka. V tem času smo ujeli predsednico Društva za zdravilne rastline Zasavje, Cvetko Drnovšek. Letošnje leto smo na nagradni razpis končno enkrat spremenili temo, ne samo rastline. V našem vrtu je tudi zelo veliko živali, ki živijo skupaj z rastlinami. In prav zaradi tega in seveda, da otroci dobijo še drug pogled na vrt, smo se odločili, da bojo živalice nekako vodilna nit letošnje prireditve. In kot vidite, so živalice res prispele na naš vrt. Tiste prave živalice so se skrile, ampak živalice narejene iz drugih materialov, te so pa na vrtu letos živele. Koliko otrok pa sodeluje na tem natečaju? Po 2 letih korone, ker smo imeli sicer vedno razpisano prireditev, žal smo jo izvedli bolj skromno, bolj v ožjem izboru, smo letos skoraj 400 otrok privabili na naš razpis. Sodelovalo je 16 šol in seveda tudi vrtec in preko 50 mentorjev, učiteljev, vzgojiteljev, tudi profesorjev, ker sodelujejo tako vrtci, osnovne šole, srednja šola in pa tudi šola s posebnimi potrebami. Vse šole so iz Zasavja oziroma, bom rekla drugače, tudi šola iz Laškega, šola iz Rimskih Toplic, podružnična šola iz Rimskih Toplic in tudi podružnična šola iz Zidanega mostu. Danes moram reči, da je udeležba fantastična. Mi smo se odločili, da bomo letos zato, da se zbere lahko več otrok, pred prireditvijo organizirali ustvarjalne delavnice. Povabili smo tudi nekaj društev, nekaj se jih je lahko udeležilo, drugi žal so morali v zadnjem trenutku sodelovanja odpovedati, ampak otrok je iz Trbovelj, iz Hrastnika, iz Zagorja, sodelovali so učenci in izdelki so res fantastični in mi smo očarani. O 5:30 pa so se obiskovalcem predstavili otroci otroškega pevskega zbora Češmin iz podružnične šole Čemšenik z glasbeno predstavo o pozabljivi kapici. Za zaključek sta spregovorila še predsednica društva, ki je opisala 14-letno pot delovanja društva, in zagorski župan Matjaž Švagan, ki je med drugim dejal, da on in občina Zagorje podpirata delovanje društev, še posebej tako aktivnih, kot je Društvo za zdravilne rastline Zasavje. Na koncu pa so vsem sodelujočim vrtcem in šolam podelili simbolične nagrade. Prizadevno društvo krajanov Zgornjega in Spodnjega Tuštanja v Moravčah je po 2 letih premora pripravilo tradicionalno prvomajsko srečanje na prireditvenem prostoru Cegunca. Po koncertu godbe se je pod šotorom razvil otroški živžav, godba in župan pa so obiskali še vrh Polje in Češnice. Nato je sledil mimohod starodobnih vozil. Župan je povorko vodil od gostilne Soklič v Moravče in nazaj v Cegunco. Ne glede na deževno vreme se je prvomajskega programa udeležilo veliko ljudi, od blizu in daleč. Jedače, pijače in plesa je bilo za vse dovolj. Ob 17. pa sta navzoče pozdravila predsednik društva Tuštanj Franci Cerar in župan dr. Milan Balažic. Ta je vsem zaželel lepo praznovanje in poudaril, da boj za delavske pravice, za višje plače in pokojnine nikoli ni končan.
Prvomajska prireditev se je nadaljevala še dolgo v noč, ko so z nastopom ansambla Mambo Kings na svoj račun prišli predvsem mlajši obiskovalci. Litijski javni zavod za kulturo, mladino in šport se skupaj z občino Litija ter še z nekaterimi partnerji pripravlja na letošnjo športno-rekreativno prireditev Litijski tek. Ta ima bogato zgodovino, ki sega v 50. leta prejšnjega stoletja in je vedno privabil tekače od blizu in daleč. Tak je tudi danes, saj poteka po trasi, ki je bolj ali manj v senci in zato je zelo priljubljena. Litijski tek bo letos 11.6. v dopoldanskih urah od 8:30 dalje. Takrat poteka ta velika javna prireditev, ena najmnožičnejših v litijski občini, seveda rekreativnih športnih prireditev. In bo potekala po modelu, kot je veljal pred korono. Se pravi, tekmovale bojo vse skupine udeležencev litijskega teka, tako odrasli posamezniki, promocijski tek predšolskih otrok s starši in vzgojitelji bo, potem skupine šolskih otrok, srednješolcev, potekal bo tek ekip in na koncu še tajni tek. Se pravi, klasična prireditev, vse o njej, o kategorijah in prijavah in seveda tudi samo prijavo naredite na spletni strani Litijski tek. Se pravi, trenutno je čas za priprave tekačev in pa za prijave tekačev. Smo pa v času korone pri litijskem teku uvedli novost in sicer tako imenovani virtualni tek. Seveda gre še vedno za klasičen tek v naravi, samo da je potekal v bližini šol, za posameznike pa na podlagi tekaških aplikacij, kjer so beležili rezultate. Odločitev organizatorjev tako občine Litija kot našega zavoda je bila, da tudi v letošnjem letu po koronskem te teke obdržimo. Tako da v mesecu maju potekajo tudi teki v bližini vseh vrtcev v občini in vseh osnovnih šol in srednje šole. Tako da na letošnjem litijskem teku vseh tekačev skupaj naj bi bilo spet verjetno več kot 2500. Pri nas so tekmovali že vidni tekači iz drugih tekaških tekmovanj, najboljši tekači v krosih, v gorskih tekih. Cenijo v Litiji več stvari, predvsem pa cenijo to senčno, prijetno traso ob Savi in letos bo ta še lepša. Zato, ker tik pred litijskim tekom bojo odprli prenovljeno cesto med Litijo in Kresnicami, tako da bo nekaj strahu tudi na strani organizatorja odpadlo, namreč prejšnja cesta je bila v relativno slabem stanju za tekače. Zdaj pa bo popolnoma obnovljena in zato še veliko bolj prijetna. Je pa to izziv seveda imeti takšne tekače na teku tudi za vse lokalne tekmovalce, rekreativce, ker se res lahko primerjajo z odličnimi tekači na slovenskem nivoju. Za konec pa še naslednje obvestilo. Glasbena šola Trbovlje vabi na zaključni koncert Naš svet glasbe, ki bo v četrtek 26. maja ob 19. uri v Delavskem domu Trbovlje. Hkrati sporočajo, da je brezplačne vstopnice že mogoče dobiti na blagajni Trboveljskega Delavskega doma. To pa je vse, kar smo vam pripravili za tokratno informativno oddajo Novice na ETV. Zahvaljujemo se vam za pozornost in vas lepo pozdravljamo.